Na to, da imamo selekcije že shranjene, priporočam, da si te selekcije uvozite, si z njimi pomagate. Pokazala bom tukaj samo nekaj trikov. In sicer prvi je trik v zvezi z besedilom. Kako besedilo postavimo v perspektivo? Izberemo si Artistic Text Tool, si narišemo približno kakor veliko besedilo želimo imeti in recimo, da bomo tukaj zapisali besedo life. Tako. Tej besedi bomo dali eno drugo pisavo in sicer jaz sem izbrala pisavo Teko. Zakaj se meni pokaže samo tale ena pisava? Zaradi tega, ker imamo tukaj na vrhu 4 takele ikone in trenutno imamo vklopljen favorites, to se pravi, to pisavo sem si označila s srčkom, zato jo imam kar med temi najljubšimi pisavami. Torej izberem pisavo Teko, izberem kar bold pisavo in približno eno tako velikost, takole nekako na oko, naredimo tale napis. Ko bomo napis uporabili kot masko, ga bomo kasneje lahko tudi obdelali s temle orodjem, ki je tukaj spodaj, Perspective Tool. Ga kliknemo in enostavno takole povlečemo. Zdaj vmes se mi je oglasil tale asistent in je rekel, da bo ta layer spremenil v piksle. V redu. Nič za to, isto lahko tole zdaj uporabimo kot masko. Lahko pa seveda to masko uporabimo prej, pa kasneje spreminjamo to perspektivo. In na koncu, ko bomo imeli celo kompozicijo narejeno, tole nogo še nisem pokazala, tudi pri tej nogi jo imamo posebej selektirano in imamo svoj layer, jo bomo seveda na podoben način uredili, pobrisali, polepšali, tako da bo bolj naravna izgledala, bomo pa seveda na koncu sliko izvozili. To se pravi, pod to nogo sem enostavno naredila nov pixel layer in znotraj tega pixel layerja z čopičem narisala te sence. Sence imam pa tudi tukaj, takole, pod tem napisom in prav tako sem nad pisavo, preden se je zrasterizirala, naredila nov pixel layer, na katerega sem s čopičem ravno tako narisala sence.